To so bile manekenke, ki jih je skrbno izbral Dejan Krajnc, poznan kot Dejan Dogaja, sedaj po novem, in Dejan je tu že z mano. Zdravo. Prej sem gledal tale napovednik, tale tvoja fotografija, ko prava DJ-ka, zgledaš krasno nuša. Ne te pa popravim, v bistvu to je bila manekenka, ampak to so me punce oziroma njihova vodja naučile, to so v bistvu to so dekleta, predlanski izbor za Miss Slovenije in to niso manekenke, ampak Miss modeli, ker kao manekenka, to so me naučile, manekenka je ženska, ki je obešalnik za lep kos oblačila. Torej se mi je zdaj užalila. V bistvu, ja. Miss je pa tista, ki pokaže, ki mogoče tudi ni telesno perfektna, kaj je perfektno, zdaj spet vprašanje, ki žareva svojo dobro energijo, svojo inteligenco in tako naprej. Torej, vse manekenke, ki sem sedaj s tem užalila in ste sodelovali v Dejanovem spotu, vam Dejan časti rundo, ker mi tega ni prej povedal. Tako. Ampak naslov pesmi so pa mogle požreti, ker je manekenka, tako da hvala dekleta in veš kaj, se mi zdi, da je prav, zdaj že kar nekaj cajta debatiramo o tem moški-ženska odnosu in se mi zdi, da tako smo prišli do neke skupne ugotovitve, da je nek tist vzorec, da je moški lovec pa ženska nabiralka, se mi zdi, da v tem današnjem svetu, da kar se mi zdi mečken, že kar vsi so, oba dva kuhata, oba dva likata, oba dva avto šraufata, meni je pa lušno, če ženska skuha kosilo pa moški avto opere, da je neki, zdaj pa ti moja, da imamo ta nek Tako da v bistvu ti želiš manekenko, ki bo še po drugi strani tudi opravljala vsa gospodinjska opravila in vse to. Jaz si bom pa avto servisiral, pa opravil, pa travo pokosil, pa tako. Okej. Ko pa če slučajno ona ne bi mogla nekih stvari narediti, pol bi vskočil tudi za vse ostalo. Smo pa v 21. stoletju, kar se mi zdi, da so vloge razdeljene in prav, da je tako. Ja, lepo. Tvoje manekenke imajo že skoraj 500 000 gledov, sem videla na YouTube. Ja, tale manekenka, čeprav še vedno se mi zdi, je tisti prvi nenormalno lepo, ki ga bomo videli, še nekako še vedno vodi na mojem terenu, mu manekenka lepo sledi in tako naprej. Čeprav zdaj pa smo v tisti fazi, ko predstavljamo eno lušno balado, ampak po mojem drugo leto, oziroma že to leto, 23, bom bolj namenil tem up-tempom, hitrim komadom, tako da mi to bolj paše na moje pojavo in izgled. Ok, kaj sem htela vprašati, zdaj pač novo leto je, ne? Kaj si dobil za Božič? Veš kaj, meni je december tako, vse skupaj prazničen, velik praznik, tako prvo imamo Miklavža, pol imam rojsten dan 17. decembra, pol je Božič, pol je novo leto, pa Dedek Mraz, pa še ful nekih zadev, pa komad sem dal ven, pa najlepše darilo bilo moje za rojsten dan v družine, ko sem me peljal v London na Christmas sejem in to vam res priporočam, tisti, ki še ni bil v Londonu v času Božiča, pejte, ker ta Christmas market, to je pa res nekaj neverjetnega. To je pač Gardaland v malem. No, to je res čudovito in to je treba videti. Tudi, če ste že bili na Dunaju po Budimpešti, ko je res lepo, ampak tisto ni nič proti tem, kar Otočani pripravljajo za nas. Rad potuješ? Ne moram se ravno pohvaliti, da sem največji popotnik tega sveta, rad bi bil večji, sicer sem že bil, tako, da se lahko pohvalim, bil sem že v Avstraliji, pa bil sem že v Rusiji, pa te pač bližnje evropske države, pa kje. Meni je vedno fino potovati, ampak po eni fazi pa vedno rad domov pridem. Rad grem, pa rad pridem, pa rad spet grem, pa rad pridem, na ta način funkcioniram. In potem dobivaš navdih za pesmi, ki bi jih rad imel. Pišeš sam pesmi? Ne, žal nimam tega dara. Jaz tako pravim, da se mi zdi, da je fajn, da se ljudje držimo tistega, kar nam je položeno v ziboko, oziroma za tisto, kar smo tekom življenja vlagali, da smo dobri. Naprimer, jaz sem dober klarinetist, jaz sem dober, ne bom rekel, da sem jaz najboljši pevec. Jaz znam dober risati nasmehe na obraz, ljudem pod odrom, znam jih dvignati, znam jih nagovoriti, ljudem jih prisluhnejo. To znam dober, tudi retorika mi ni tuja. Sem dober vodja. Žal, to mi je pa res najbolj žal v življenju. Žal pa nisem tekstopisec, pa melodij ne delam, sicer sem že kar nekaj komadov naredil, pa tekstov, ampak jaz mislim, da niso najboljši, tako da bom to prepustil drugim. Zdaj, večinoma pesmi ti je naredil kdo? Alex Volasko ti je naredil te zadnje 3 komade? Zadnjo balado,
prejšnja dva manekenka in pa nenormalno lepo sta pa avtorja Rok Lunaček besedilo in pa Mali Vlašič, Maj Vlašič melodija. No super, kako se pa potem odločiš za besedilo, ti pokličeš jih, pa rečeš, jaz bi imel nekaj takega, imaš kaj, ali ti že sami predlagajo in potem imaš kup papirja na mizi in tako to ne, to ja. Ne, žal mi to gledamo v filmih, zelo redko se to tudi zgodi dejansko v Sloveniji. V bistvu med korono, ko sem šel tudi na svojo solo pot, ko Dejan Dogaja s svojim Dejan Dogaja bandom, me v bistvu Rok Lunaček klical en dan, veš zdaj, ko je korona pa to, sem naredil par komadičev, ko bi tako dejansko bolj tok, da scena ne propade, nek duet bi ti naredil. Pa sem rekel, veš, vse Rok, jaz pa v bistvu ni še to zunaj, ampak nisem več. Da mi pošlo vse en tak komad, ne? In mi je bil ta komad, to je bil nek komad nenormalno lepo, ki je bil delovni naslov Tobogan. Ne vem točno, zakaj je bil to Tobogan, ampak tudi na La 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 odpet in bil komad res všeč, sem se rekel, to bi pa skrmel kot svoj prvi singl. In tako je ratali z prvega, pol drugega, pol ta balada, ki pa zdaj prišla, je pa v bistvu 5 let star komad, ki smo ga z Aleksom Volaskotom nekako enkrat odkrila, ki ga je on napisal, ko mi je kazal, da imamo te posnetke. Zdaj za naprej imam pa v bistvu pripravljene tudi že komade, ki jih tekom teh 2 let, odkar sem na solo poti, nekako počasi dajem v svojo zbirko, ki še niso posneti, nekateri so že posneti in se mi zdi, da ful imam imam vsaj rad, jaz sem ful, mogoče ne zgledam mogoče bolj raztreščen, ampak jaz sem ful planerski tip, naprimer, jaz vsak dogodek in event, ki ga imam v tistem dnevu, imam točno v telefonu, v koledarju do minute natančno zapisan, kje, lokacijsko, točno naslov, telefonsko, kontaktne osebe in tako naprej. Imam rad tudi, rečemo, komade, imam nekako do konca tega leta ali pa še mečke naprej, že mečke 24 razdelane, kaj pa kdaj. Fajn ti dogaja, zato verjetno z razlogom tudi potem dodatni vzdevek dogaja, ne? Jaz sem prebrala, sem prebrala, da ti je pomagal nekdo do tega. Ja, jaz sem razmišljal, ko sem šel na to svojo solo pot, ko sem šel... Si že bil prej tukaj? Si že povedal to zgodbo? Ne vem. O prehodu? Ne vem, jo bom še enkrat. Daj prosim. Ko sem šel stran od bivšega benda, ker pač dva, ko se ne razumeta več. Ne, dva, ko se ne razumeta več, rečemo, ko sta fant pa punca, mož pa žena, gresta na razni, isto se zgodi v muski, ponovadi pri mož pa žena ostanejo otroci, pri nas so pa komadi. In tem je treba dati krila, da še naprej rastajo. Šel sem pa na svojo solo pot in čeprav mi je vse nekako štimal, s neko odrsko ime, nek svoj drugi jaz bi rad imel. In ful nekih idej, kar mi je dobro od znanih svetovnih bendov, izvajalcev, do slovenskih, do evropskih, nekako si pisal in nekako nisem prišel do neke svoje unikatne ideje. In grem en večer do Jana Plestenjaka, ki se redno dobivamo pri njemu doma ob kozarcu vina, se pogovarjal o muski in on, pa jaz mu rečem, Jan, jaz bi neko ime rad, ne vem, in on tako, Dejan Dogaja. Sem rekel, no to je najboljše, kar sem zdaj slišal in če mi dovoliš, bi to uporabil. In drugo jutro, ko sem se zbudil, sem bil izga mišljenja, tako da sem to obdržal. Super. No, torej, si spremenil ime, si se odcepil, ampak nisi pa spremenil frizure. To pa mora biti. Ne, enkrat jo bom, sigurno. Vmes, takrat, ko sem bil še pri prejšnjem bendu, sem se enkrat že strigel, za dobrodelno noto smo zbrali skoraj 20 000 evrov, kar je za eno čupo kar vrej. Zdaj zrasla na zdaj, mečkin krajšam, daljšam, ampak sem pa prepričan, da enkrat bom tudi to dal stran, ker se mi zdi, da tako se staramo, tako zdaj sem dal prvo balado, da bi mi rekel pri 20 šti balado pel, sem rekel, to ni za mene. Tako kot si zdaj, naprimer, ravno prej sem bil na kosilu z enim pianistom, z Sašom Gačnikom Svarogom, smo se pogovarjali o muski, pa sem rekel, Aleš, Sašo, jaz si ne želim imeti svojih velikih koncertnih izvedb, torej dvoranskih nastopov, jaz si želim žurko, jaz si želim parti. Je rekel, se to čisto logično, za tvoje leta, vprašanje, kaj si boš želel čez 20 let in tudi najbrž frizuro si najbrž čez 5 let ne bo več želel in takrat gre stran. Zdaj pred 30 razumem, vse pol boš videl. Ti dobro veš, ne? Daj mi kak svet. Vidiš, kak je penzicem, že jaz postavljam polovorje, Štrikano že, Karina. dolge hlače. V glavnem, kaj sem htela reči, rekel si, da ti je pomagal do imena Dejan Dogaja in da si potem tudi izdal tisti prvi komad pod tem imenom Nenormalno lepo. Si za to, da si ga pogledamo? Dajmo, letos poleti, ravno ko sem bil na Jadranju s frendi, je komad dosegel 1 milijon ogledov na YouTubeu in če vam je všeč, dajte še enkrat pogledati.
Tole je bilo nenormalno lepo, ki je tudi Dejanu najbolj pri srcu, a ne? Ja, bi lahko rekel, poleg moje Dio Madame, ki jo nikoli ne bom spustil, ki je tudi zapisana. Pa. V bistvu se imam veliko komadov, ne? Imam Hula Palu, imam Manekenka. Pa res? Imam nenormalno lepo, imam Dio Madame. Zdaj v spotu smo lahko videli dva Dejana, ne? Ja. En je taki, hitlerček, en pa je tisti, Ja, v bistvu come to- on. v bistvu to Kaj, je po mojem- to si ti? Ja, V resnici ja, tu v imaš bistvu- tako dve strani. Ja, jaz ko stopim na oder, ampak ne rabim se reči, ali pa v bistvu, ko si dam frizuro gor, sem po mojem on bolj divji, ko pa nimam frizuro, sem bom preprost Dejanček, ki gre ravno v kino, pa Tako da, če ti tvoja, recimo, ki smo jo videli v spotu, ne, Kiara, če ti prinese preveč soleno juho in imaš ti normalno frizuro, si tako, no, ok, bom vseeno dosolil, ja. pojedel. Če pa imaš frizuro, rečeš, kaj imaš to na mizi? ja. Ok, ampak milijon ogledov, ne? Pa si se vseeno odločil zdaj pred kratkim narediti še nekaj čist drugačnega, nekaj, kaj še nismo slišali, nismo videli, nismo pričakovali od tebe. Ja. In to je tisto mirnega Dejana, Nekega ne? mirnega, zato ker se mi zdi, tako smo se pogovarjali, ne, tudi jaz grem proti Kristusovim, ne, vstopam sem že v bistvu v 30. ne, 29 sem bil 17. decembra in sem rekel, ne se to tudi mečkam poznam v moji muski in to je moja prva balada, najbrž ne zadnja, ampak sigurno nekaj časa pa zdaj ne, tako da ta pesem je avtorsko delo Aleksa Volaskota, kako se prav sklanja, pardon, Na Aleks. mene sprašuj, Ja, ja. nisem pravi naslov. To smo v bistvu, to pesem smo nekako, jaz sem jo odkril pri njemu nekaj 5 let nazaj, ko smo za njegov rojsten dan nečkem popivali v Ljubljani, smo šla k njemu domov, ker smo prespali in pol mi je kazal, dajmo posnetke, kaj je naredil, kaj ima na lagerju in en četrt, pet komad je bila ta balada in sem rekel, no to mi pa dej in enkrat, ko bom čutil, bom pa to posnel in evo, zdaj je ta moment. In kako si se potem odločil, da si povabil k sodelovanju še našo znano balerino in tudi... Jaz imam nasluh, ne vem, imam nek nagnjenje k temu, da imam rad znane osebe v videospotih. Ne vem, če pogledaš Beli oblaki, Bele snežinke, tam je cela Slovenija, noter od Jana Plestenjaka, vsi naprej. Imam neko tendenco k temu, da imam rad znane ljudi, ampak to ni bila glih moja neka prva želja, da imam znane ljudi, ampak sem rekel, pesem je mirna, pesem je balada, dajmo posnet tudi miren videospot, gremo v Goriška Brda, jaz sem furna tam, ker imajo dobro vino, dajmo kozarc vina, dajmo se lepo obleči, dajmo veliko luči, dajmo težko meglo, moja sošolka Nina na saksofonu, pa sem rekel, pa nekaj manjka, dajmo pa nek ples in se mi zdi tako nekaj najbolj prefinenega, sigurno, ko vidiš žensko telo v tej baletni pozi in tako sem se spomnil na primo balerino slovenskega opernega prostora, to je definitivno Ana Klašnja, sem jo poklical, mi je dala 3x, da sem šel v naslednji krog in ne bo že v spotu. Je ful dobro. Drugače si pa ti tudi sam bil v resničnostnih šovih, ne? Če pogledamo nazaj. V resničnostih ne, bil sem v plesnih pa v glasbenih, bil sem v Zvezde plešejo, pol bi mogel biti v Znan obraz ima svoj glas, ampak nekako ni šlo, takrat sem imel turnejo po Avstraliji in nekako smo predstavili, mogoče še kdaj bo. Nazadnje sem bil pa v šovu Kdo si ti, Zvezde pod masko, kjer sem tudi zmagal in je bilo res en tako dobro doživetje. Ravno takrat je bila tu najhoj korona, ko smo mi to snemali v Budimpešti, tako da je bilo ful dobro. No, super. Pa imaš še v planu kakšen taki šov? Še bi šel, te Mika? Ja, bi šel. Šel bi še v kak plesni šov, šel bi predvsem v kak glasbeni šov, pa mogoče, čeprav ne dobro kuham, mogoče glih za tega bi mogoče daj šel v kak kuharski šov, kaj druga me pa ne zanima. Zanimivo. Kaj pa, kakšne pesmi lahko pričakujemo še zdaj v kratkem? Ali je zaenkrat to? Zdaj ta pesem v bistvu ni stara dolgo, ne? Ne, 15. december, torej zdaj smo pa 11. januarja, ne? Ja, kmalu bo en mesec. Kmalu bo en mesec, snemam pa že konec meseca 3 nove skladbe in čisto slučajno, ne da bi jih si ravno to planiral, imajo vse naslove po sadju. Zanimivo. Kaki fetiši tvoji? Ne, zgleda mi hoče z vesolje sporočiti, da moram shujšati in so vsi sadni komadi. Samo sadje je sladko, ne? Mogoče bi bolj se fokusiral bolj na zelenjavo. Ja, ok, hvala. Mogoče naslednje leto še potem, ne, leto sadje, drugo leto zelenjava, Tako, kaj pa pol? Pa ne vem, pa pesmi kot so sexy body. Ja, ne, pa bom pa že lahko take pesmi delal, ne? Ja, jaz si res želim, že od korat jem, pa tako imam rad dobro pijačo, da nekako nimam tega daru, ampak da bi bil res izklesan, ja, jaz bi bil skozi brez majice na odru, no, to si mogoče želim na Kristusovo leto. No, pa sej verjetno tako po parih rundah, pa po nekaj kozarcih je že vsem vseeno,
Ne, zdaj, kakšne so obline, verjetno se veš, ko nekaj spiješ, vse lepše zgleda. Ja, ampak jaz za sebe rečem, da sem lepše oblečen, tako da raj sem tako. Ja, jaz se veselim vseh novih skladb, ki še jih boš prenesel k nam. In jaz tvojih, Nuša, tako da čim prej. Jaz se ti zahvaljujem, da si vzel čas, ker vem, da imaš ful napolnjen urnik. Januar je kar v izi, veš, tako da. Je kaj pa nastopi? Si še kaj prost? Mislim, leto se še teda bo kirata. Januarja smo tako v izi, ker delamo, imamo vaje tudi z bendom, pripravljamo nov repertoar. Praktično februar, marc, april, ko smo ravno v Celju, mislim, da 7. aprila smo v lokalu. Kje te lahko najdejo? Vsi vejo, Facebook, Instagram, spletna stran, tako naprej. Februarja igramo dosti maturanskih plesov in teh postovanj. Marca nadaljujemo. Nisem vedel, da v Sloveniji to tako dolgo traja. Eno postovanje igramo 3. marca. Zelo zanimiv, bolj v prekmurskem koncu. Drugače pa v Celju, najprej prav v Celju igramo 7. aprila v lokal klubu pri občini, tako da upam, da se tam vidimo celjani. Ja, veš, da bojo prišli, ne? Morajo. Še ti priji, ne? Veš da? Ja, pa mogoče, samo se veš, kak smo se imeli naprej po Lauri, pa kavoj, pa po stari garderobi, več kem po brsi, pa daš kak minič gor, pa bo. Tisto moram bolj za nastope, veš, pa mi več ni zanimivo. In se boš pa pela z nami, pa stvar rešena. A da bi? Ja, zakaj pa ne? Ja, to bi tudi lahko, ja. Le mogoče pa se res kaj zmenimo. Dej. Ampak do takrat pa ti želim vse uspešno. Najlepša, ko spiš. Ja, želim ti vse dobro še naprej na tvoji poti. In čim več ogledov za najlepša si, ko spiš. Škaj, jaz nočem toliko ogledov, jaz bi rad čim več špilov, da dajmo reči, da so te pa špili čim več merilo. špilov. Glej, tako bom rekla, Dejan, zdaj pa ti povej, kaj si želiš in to se naj uresniči. Jaz si želim, tako pa ne samo leto, za vse leta naprej, da bi to, kar počnem zdaj, počel še naprej, ampak vse na dosti višjem nivoju, pa da bi bil zablokiran za 5 let naprej. Evo, to si želim. Evo, iz tvojih ust v božja ušesa, mi pa si zdaj pogledajmo najlepše si, ko zaspiš. Adijo.